Yo, Luca, do you think Mark will bring some adjustment to the Mavs team? Can we expect anything? No. Ajde, pardon, ne bi smel klet, ne bi pa smel niti začeti s takim hripavim glasom. V glavnem sem si mislil, dajmo končati teden z nečim udarnim, pa neko aktualno zadevo, pa kaj je bolj aktualnega kot Kyrie Irving, the drama queen, ki bo menjal klub KRG, oziroma zahteval menjavo KRG. Oh, shit. Joj, pardon, spet. V glavnem, prebral sem eno zadevo zdajle v zadnjih dnevih, da če hočeš skriviti mir v hiši, pokliči Kyrija. Mislim, da to drži. V glavnem, če ste tukaj prvič, oziroma če imate radi košarkarske analize, košarkarske highlightse, vas vabim, da se naročite na moj kanal Greg's Court in bomo pokomentirali kakšno zadevo skupaj. Vabljeni. Tako da ja, drama queen Kyrie Irving, kot ga jaz poimenujem, njegova neka nova saga se nadaljuje. Majster kar išče probleme. Ta tip je fascinanten, res. Medtem ko je napovedoval že ne vem kolikokrat pri ne vem kateri ekipi že, da bo zdaj res ostal pri ekipi, da se bo boril za naslov, da bo vse naredil, da se bo podredil ekipi, ne vem kaj še vse smo poslušali, ko se je pridružil Brooklynu, pa verjetno že Clevelandu, pa ne vem komu še vse. Majster se je odločil, da hoče ven. Ne samo to, Majster zahteva 4-letno pogodbo v vrednosti $198 milijonov, nekaj takšnega. Zdaj pa kdo bo takšno drama queen plačal? Dajmo se biti jasni, njegove igralske kvalitete so neprecenljive. Hkrati pa je treba vedeti, tudi ta podatek sem nekje prebral, da je Kristaps Porzingis, človek z nešteto poškodbami, odigral v zadnjih 5 letih več tekem kot Kyrie Irving. Kyrie Irving jih je skoraj v celoti ni odigral zaradi svoje glave, oziroma svojih prepričanj, ki jih zelo na glas predaja naprej. Nazadnje so ga celo vrgli iz Nike, se pravi, da je mu Nike prekinil pogodbo, pa vemo, da so bili njegovi copati in vse ostale zadeve odlično prodajane in iskane. Ampak ja, to je pač Kyrie. Zdaj, se pravi, njegove igralske sposobnosti, se pravi, usluge, ki jih on ponuja kot profesionalec, košarkarski, so neprecenljive, njegovo znanje, njegove izkušnje, prvak lige NBA, z ameriško reprezentanco tu in tam, njegov crossoveri, trojke, pa kaj bi našteval? Sam glava. In tu se zdaj pojavi vprašanje, ali ga sprejeti pri v tem primeru dotičnemu klubu Dallasu, za katerega verjamem, da tukaj vsi navijamo in držimo pesti, predvsem zaradi Luke. A bi to štimalo? Vemo, da Luka želi žogo, Kyrie je organizator igre. Tu je zdaj dvojni problem. Potem, kaj ponuditi za Kyrija? Omenjalo se je Spencer Dinwiddie, Reggie Bullock, Tim Hardaway, celo 3 igralci. V nekem miksu je bil omenjen celo Wood, pa potem Bertans, mogoče Green. Zdaj, med temi sem našteval nekaj igralce, ki so ali komaj prišli, ali pa se na njih gradi, oziroma se je vsaj nameravalo graditi. Tako da vprašanje, zakaj omenjam Dallas? Ja, zato ker so širni analitiki po NBA-ju ravno Dallas in pa LA Lakers označevali za glavne kandidate, da bo Kyrie Irving prišel v njihove zasedbe. Zdaj se omenja še Miami Heat in pa LA Clippers. Tako da nekih resnejših ostalih tukaj pa ni bilo zaslediti. Zdaj, če se dotaknem Lakersov, mene zelo zanima, kaj še lahko, oziroma kje še lahko najdejo prostor pri Lakersih. Glede na to, da imajo na plačilni listi LeBrona, Anthonyja Davisa in pa Russella Westbrooka. Mogoče še kdo dobro plačan tukaj, nisem prepričan, ampak tile 3 igralci pojejo ogromno cap spacea. LA Clippersi, Kawhi Leonard, Paul George, Morris, tudi tu ne vem, koliko je možno, ampak imajo bogatega lastnika, tako da če se tu malo tale cap space preseže, plača dodaten davek, jaz mislim, da tu ne bo pretirana težava.
Pri Miamiju, ne vem, Pat Riley, kako gleda na to zadevo, nimam pojma, nimam ideje, ampak spet, če se osredotočim pri Dallasu. Trenutno se ne dogaja prav dosti. Nazadnje, res zadnje, o čemer še nisem govoril, se je govorilo o Bogdanoviću in Bogdanoviću, ja, obeh, Srbu in Hrvatu. Ampak spet, to so neke govorice, ki neke realne osnove do tega trenutka še nimajo. Ne smemo pa pozabiti, da je rok za da pripelješ koga oziroma da koga oddaš še samo 4 dnevi. Se pravim, to ni nujno, da se bo kaj dogajalo danes, niti jutri, niti pojutrišnjem, ampak čez 4 dni pa se mora, ne, seveda, ne rabi se, ampak takrat je konec. Tako da, dosti je bilo debat pro in kontra, jaz mislim, da so na ameriški strani celo naklonjeni temu, oziroma v 70% so naklonjeni, da bi se Kyrie Irving pridružil Dallasu, medtem ko 30% si tega ne želi. Zdaj, kako je na slovenski strani, še nikjer nisem zasledil, pa evo, zdaj eno hitro anketo naredim, mogoče lahko v komentarjih, ali bi vi želeli, da pride Kyrie Irving v Dallas. Če vprašate mene, jaz sem tukaj zelo neodločen. Bolj se nagibam k ne. Zakaj? Zaradi njegove drame, njegove glave in njegovega karakterja. Ne vem, kaj lahko pri takšnem človeku pričakuješ. En dan se zbudi dobre volje, drug slabe volje in vprašanje, kaj je on sposoben narediti v tistem slabem dnevu, celo zahtevati menjavo. Spet, vnovič, še enkrat. Veliko prevečkrat je on nezadovoljen. To me skrbi, ta del, medtem ko pa igralsko, če dobiš Kyrie Irvinga, pa ti si takoj naprej porinjen za enega izmed glavnih kandidatov za naslov. Še posebno, če govorimo o navezi z Luko Dončićem. Vprašanje, kako bi bila z Woodom, ki bi po mojem mnenju bi odlično sodelovala. Morda še boljše kot z Luko, ne vem, ampak ja, se sem že ponovil naenkrat, igralske sposobnosti, igralske usluge niso sporne, še dolgo ne bojo, nevaren je z vseh možnih strani, ampak ja, tako da to je to zaenkrat, nekih drugih in sprememb v ostalih moštvih še tudi ni bilo do tega trenutka, razen Hachimura, ki pa smo ga že omenili v našem prejšnjem podcastu. Tako, še enkrat, ja ali ne, Kyrie, razpišete se spodaj, tudi če bo kaj novega, pa še jaz ne bom ujel, zelo dobrodošlo mnenje, komentar spodaj. Do naslednjič, Gregor sem bil z vami iz Gracecourta. Lepo pozdravljeni, če ste tukaj novi, ponavljam, lepo vabljeni, da se naročite na moj kanal. Podobne analize in highlights boste deležni še naprej. Lepo zdrav! Yo, Luka, do you think Mark will bring some adjustment to the Mavs team? Can we expect anything? No.